Drage moje gledalke in gledalci, kdaj smo se nazadnje videli? Kar nekaj časa je minilo. A še vedno ne mine dan, da me ne bi na cesti, v trgovini, v avtobusu, kjerkoli ogovorili in me spraševali, kdaj bom spet na televiziji. Nerada se oziram nazaj. Kar je bilo, je bilo. Znam se sprijazniti z dano situacijo in iti naprej. Vse na svetu je minljivo in to je edina stalnica življenja. Naši pogovori so tudi mene ožigosali zavedno. Bili so moja velika učna ura in spremenili so mi življenje. O pogovorih, ki spreminjajo življenje, sva z nekdanjim urednikom, ki se mu danes posebej zahvaljujem, Rokom Smolejem, napisala tudi knjigo in se tako poklonila vsem izjemnim ljudem, ki so bili moji gostje. Zanimivi in izjemni časi, ki pa smo jim priča danes, pa so tudi vzrok, da s pogovori nadaljujem. Ker če kdaj, se je treba pogovarjati zdaj. Govoriti, se izraziti, slišati, videti in krepiti notranjo modrost in duha. Zajeti širino tega časa. Razumeti stavek, da je Bog med ustvarjanjem sveta opazil, da mu je ostalo za prgišče lepote. Zalučal jo je na zemljo, tja, pod Triglav in rekel, tukaj bodo živeli srečni ljudje. To smo mi, dragi moji, mi. Nam je bila podarjena ta lepota in odločno premalokrat se spomnimo nanjo. Ker lepota spreminja svet. Lepota v nas. Svetloba, ki vedno premaga temo. Ampak ko se spogledata svetloba in tema, ko se objameta, nastane pogovor, ki spreminja tebe, mene, kogarkoli. Razumeti temo, se znajti v njej, videti drugačne obrise življenja, nikoli ne izgubiti upanja, da pot je. Je to res? Nekoč mi je nek človek v strastni debati rekel, da je no Zvezdana, da kaj bljuziš, kozarc je na mizi, ko pade, je pa pač na tleh. In tisto noč nisem spala, premišljevala sem in tuhtala, kaj mi manjka v tej trditvi. In naslednje jutro sem vedela. Res je, kozarec je na mizi in ko pade, je na tleh. A vmes je še celo življenje, padec, padanje kozarca. In to je vse tisto, česar z navadnimi očmi ne vidimo. Padanje kozarca. Nekje med tem padanjem ali pa lahko tudi dviganjem sem naletela nanj. Na Naro in njegovo knjigo Ljubezen 22. Plagiat. Nora knjiga, nor človek, poseben, enkraten. Kot naročen je za naše prvo srečanje. Nara se poglablja v vprašanja, kako in zakaj se je ljubezen prisiljena preobraziti, kako se raztapljajo meje med spoli, med ljudmi, stroji, med stvarmi in virtualnim. Tudi trenja med kulturami vse bolj nabrekajo in vojne prasketajo po svetu kot kokice. A lahko iz vsega tega potegnemo najboljše? In namesto, da obupujemo, češ neizogibno bomo pogubljeni. No, za junake romana
Narinega romana je eno gotovo. Reši jih lahko le ljubezen 22. In dragi moji, kanal, s katerega se vam oglašam, frekvenca televizije, s katere se ta trenutek gledamo, je 22. Torej, reši nas lahko le ljubezen. Nara, dobrodošel! Rešitelj! Hvala, Zvezdana. Hvala tebi, da si prišel. Izvoli, sedi, hvala, da si moj prvi gost. Nara, ti govoriš o ljubezni in jaz ti moram iskreno priznati, da jaz sem zaljubljena v tvojo knjigo. To mi pa res veliko pomeni. Veš, jaz, vse veš, marsikaj sem prebrala, ne, in zdi se mi, nekaj se mi zdi res zelo pomembno. Izjemno je iskrena. Ne? In mislim, da nisi preračunaval, kaj nam bo všeč in kaj nam ne bo. Je tudi zelo provokativna, tudi s to svojo naslovnico in si še celo tle napisal, da so ti predlagali, da ne dati tega na naslovnico, ne? Ampak ti si vztrajal in povej mi, kaj zdaj to sploh je. Namreč, ko vidiš ljubezen 22 plagiat, nimaš blage veze, o čem bo šlo, zakaj bo šlo, ampak kaj je ljubezen 22? Kaj je, kako si to povezal? Seveda se spomnim na Kavel 22, Catch 22. Kaj je sploh to ljubezen 22? Ja, v knjigi sami je ponujen odgovor. Ja, ampak ne bova preveč v knjigi, ti pa sam nam povej, kako, veš kaj, knjigo jaz vedno predstavim zato, da jo ljudje berete sami, ne? Ja. Mislim, jaz vam ne smem in ne želim vzeti tega nedolžnega stika z njo, ne? Torej, bistveno sporočilo je, da če ljubiš, če hočeš ljubiti, si nora. Če nočeš ljubiti, si pri zdravi pameti. In če nočeš ljubiti, moraš, če hočeš ljubiti, pa ne smeš. In glavna poanta je, da ljudje pademo bodisi v eno ali v drugo skrajnost in potem iz hrepenenja po ljubezni to ljubezen zadušimo, po drugi strani pa se včasih opečemo z ljubeznijo, potem bežimo pred njo in se spet prikrajšamo za njo, ne? In v tem nekem paradoksu, če ga objamemo, pa lahko najdemo iskreno ljubezen, ko niti ne hrepenimo po njej, ne hlastamo po njej, niti se ne bojimo. Ja, in kako zdaj ti to lahko kot človek navaden smrtnik kontroliraš, da ujameš to ravnovesje? Mislim, to je lepa teorija, ne? Ja, teorija je lepa. Sej, ni lahko. Ne rečem, da jaz prikažem, pa ni lahko, ja. Tako, jaz prikažem ilustracijo, ne slepim nikogar, da preberete knjigo, pridite na eno delavnico in boste čez 3 tedne razsvetljeni, ne? Niti približno ne gre za to. Gre za življenjsko šolo, ki si jo nekako moramo sami izbrati, biti pripravljeni iti na to pot in dozoreti v take ljudi, s katerimi želimo si deliti življenje in da sami tudi postanemo človek, na katerega bodo drugi okrog nas ponosni, ne. Je pa to stvar tudi discipline, ne, stvar nekega življenjskega reda, stvar tudi branja kakovostne literature, da lahko dozorimo v tako osebo. Se pravi, to je delo. Ampak danes se veš, danes je v svetu zelo veliko ljudi, ki hrepeni po ljubezni, zelo veliko ljudi se boji ljubezni, in mislim, svet ni v nekakšni dobri kondiciji. In če to zdaj primerjaš s tem svetom, kaj misliš, a je danes to posledica teh hrepenenj oziroma tega strahu pred ljubeznijo, je to danes ta svet, ki je tako nor, ali smo mi posledica tega sveta? Jaz mislim, da je zadeva oboje stranska. Ena stvar oplaja drugo. Živimo v svetu, v katerem je performativnost vse. Instagram, kar pokažem svetu z nekim nasmeškom, neki jahti, to je ideal kakovostnega življenja. Tisti drobni momenti, s katerimi pa dejansko živimo 24 ur na dan, ja. Od katerih je samo 7 sekund tista slikica, ki smo jo prikazali svetu. Bistvenih tistih vseh ostalih
999 momentov, s katerimi živimo, ne, kjer se gradi kakovost odnosa in kakovost ljubezni. Tako da fokus na ta performativni, narcisistični del, s katerim se kažemo svetu, je po mojem napačen. Ne. Se treba vrniti v majhne vsakdanje momente in izmenjave, na katerih gradimo kakovost življenja. Ne. Tu se gradi ljubezen. In se mi zdi, da vsak ima moč na tej ravni nekaj narediti. Ne. Na tistih ravneh jaht pa luksuznih avtov ne moramo kaj veliko početi večina nas. Ne. Pa tudi, če mi kot mali ljudje to naredimo, bo izpadlo v bistvu plehko in prazno. In kot da se kitim s to imperijem. Ne. Dejansko je ljubezen zelo lahko dostopna, če se posvetimo majhnim stvarem, majhnim momentom med nami. In je naprimer, ampak najprej se je tudi treba zaljubiti, ne? Kako pa, mislim, se pravi ti, glede na to, kako živiš, da je tvoje življenje je v bistvu odraz tega, a ti živiš ljubezen ali ne? Ali kako? To misliš tako. Se pravi, če sem jaz disciplinirana, telovadim, zdravo jem in tako naprej, to je dokaz moje ljubezni, ampak to še vedno ne pomeni, da bom koga srečala in uspela ustvariti kakšne odnose. Res je, duševno zdravje pa telesno zdravje sta predpogoj, da jaz kot kakovostna oseba stojim pred svetom in da potem privabim tudi kakovostno osebo v svoje življenje. Se pa vedno lahko opečem. Ne? S toliko ljudmi se pogovarjam, ki so fantastične osebe, pa pritegnejo v življenje neko strupeno stvar, ki zaradi svoje dobrote to strupeno osebo tudi prenašajo ob sebi, trpijo, jo poskušajo spremeniti, kot vemo, pa je spremeniti drugega človeka nekaj najtežjega na svetu. Ne? Nemogoče pravzaprav. Praktično nemogoče. Ne? Če sebe spremenim, mogoče lahko koga drugega spremenim, pa še takrat ne morem na to računati. Ne? Zdaj, del ljubezni je tudi prepoznati, da neka stvar nikamor ne vodi in ni dovolj zgodaj reči ne. Tudi to je ljubezen, ne? Tudi to je ljubezen, reči ne. Tako je, tudi to je ljubezen. Včasih je treba človeku postaviti mejo, ga tudi odrezati, da s tem zase in za to drugo osebo nekaj dobrega naredim. Ker trpljenje ne pride kar tako brez veze. Jaz rad rečem, da ne potratiti niti trenutka trpljenja. Ker je to naš pogovor z nečim višjim, z neko duhovno ravnjo, ki nam pomaga k osebnemu zorenju. In s tem aktom notranjega zorenja se lahko naredim kako bi rekel, zrelega za akt izmenjave ljubezni drugo osebo. In takrat se kot po nekem naključju marsikdaj zgodi, da nam v življenje pride tista prava oseba, s katero lahko izmenjujemo ljubezen. Spet, ne nujno do konca življenja. Jaz ne verjamem v mit, srečala sta se, zaljubila in živela srečno do konca svojih dni, ker se ljudje spreminjamo. Ne? In je prav priznati, da ko pride neka prelomnica, ko moram iti naprej, ali pa ta druga oseba mora iti naprej, da se lepo spustiva. Jaz sem bil kar nekaj let s čudovito žensko in ko sva videla, da morava iti naprej vsak svojo pot, sva pač šla in sva stvar zaključila s svoj vrstnim medenim mesecem. Medeni mesec, ste šla na medeni mesec na koncu? Ja, na koncu. Ne. Zakaj bi morali samo na začetku imeti medeni mesec in potem se povezati v eno krčevito zvezo, kjer, če slučajno pride trenutek razhoda, rečeš ne smem, mogoče pa moram, da potrdim to ljubezen, ki je še vedno živa med nama, ampak se je preobrazila v nekaj drugačnega. Ne? Ampak ljubezen ni samo na nivoju, se pravi, partnerskih odnosov. Ljubezen je verjetno še širše, še večje. Tudi v knjigi imaš ti zelo različne slike, ampak je vse povezano z ljubeznijo. Slike ljudi, odnosov, hrepenenj in vsega tega, ne? Seveda, sploh v času, kjer se zdaj porajajo nove tehnologije, osebnost več ni omejena samo na človeško bitje, porajajo se morebitne neke digitalne pojavnosti, ki bodo tudi imele osebnost in se moramo odpreti za to možnost, da se tudi človek zaljubi v robota, recimo, da se človek zaljubi v neko digitalno prvino. A misliš, da je to možno? Mislim, da je možno, ja. Da je možno in lahko zraven tega kaj moraliziramo? Prav je, da moraliziramo. Prav je, da moraliziramo? Prav je, da moraliziramo, se mi zdi, da je prav. Mogoče se sliši paradoksno, da zdaj to rečem.
prav je, da moraliziramo, ker vseeno mi kot ljudje smo antropocentrična bitja, iz sebe izhajamo Ja, seveda. kot neko merilo. Mi smo sami sebi merilo. Ne? In ko se pojavlja neka drugačna pojavnost, želimo ohraniti antropocentričen odnos tudi s to pojavnostjo, ki pa ni nujno, da bo enak. In moraliziranje pomeni, da zdaj gledamo, ali bomo prenašali svoje merila tudi na digitalne osebnosti, ali pa bomo dopustili, da se ta stvar manifestira nekako drugače. Ne? Tako da moraliziranje okrog tega se mi zdi na mestu. Ne? Aha, no to je zanimivo. Ampak ljubezen, se pravi, je še več, dobro, stroje se zaljubiti, tega se več ali manj vsi bojimo, ne? Oziroma ne bojimo, to se nam zdi smešno, ne? In neumno. Ampak kaj je smešno in neumno? Je smešno in neumno tudi del ljubezni? V tem, kako bi rekel, resnobnost, v katero pademo marsikdaj v zvezah, pričakujemo, da ta oseba mora biti točno taka, kot jaz želim, da bi bila, in če ni, potem jo kaznujem z negativnimi občutki, ne? In potem na ta način poskušam manipulirati, da bi jo spravil v okvir, ki je meni edini primeren. Ne? Kadar pa zmorem se nasmehniti samemu sebi, kadar zmorem pogledati na sebe samega z ene zunanje perspektive, se distancirati od čustvenih vizij, ki me bremenijo, potem lahko doživim to osebo kot to, kar ta oseba dejansko je. Torej nisem zaljubljen v svojo predstavo o tej osebi, ampak si dopustim ljubezen do tega, kar dejansko je pred menoj, iskreno. In do tega lahko pridem tudi skozi humor, skozi smeh. Kadar smeh izgine iz zveze, moramo biti zaskrbljeni. A veš, da zdaj mi je šlo skozi glavo to, kar si zdaj ta trenutek rekel, se pravi, da mi lahko vidimo drugo osebo realno in da se tukaj pravzaprav šele dogaja prava ljubezen, tako je isto odnos do sveta. A se ti zdi, a zgubljamo to sposobnost, a smo jo sploh kdaj imeli, ali nikoli nismo imeli, da bi videli realne stvari, temo, svetlobo, plus, minus in imeli to radi? Je obstajalo, tako bom rekel, povsod, kjer je misticizem živ, si dopuščamo preseči toge družbene okvire tega, kako naj bi bilo. Ker ta, kako naj bi bilo, nas obremeni. Da ne vidimo tega, kar je. Kjer pa družba dopušča malo mističnega pogleda na svet, mistika je v bistvu samo to, da ni nujno tako, kot naj bi bilo. To je v bistvu vse, kar nas mistika uči, ne? Da presežemo to in si dopuščamo fluidnost in gibljivost pojavnosti, ki so pred menoj. Ne? In takrat se pustim presenetiti. Takrat dopustim, da tisto, kar se zgodi, je, kakršno je. In recimo, mnogi mislijo, misticizem je nekaj strogo duhovnega v nekem samostanu. Ampak zame recimo Isaac Newton je strašanski mistik, ne? Ker je znal iti v nek notranji svet in v tem notranjem svetu preseči vse, kar naj bi bilo, vse, kar je obstajalo. Ne? In on je že pri 26 letih je dosegel takšne znanstvene preboje, da današnji 26-letniki, sploh ne vem, kaj bi rekel, rabili bi več Newtonov danes, namesto da imamo vse več zmedene mladine, ne? Ki ne zna, ki je ne učimo presegati, ne učimo je misticizma, ampak je učimo spet zaklepanja v ta, kako naj bi bilo, ki pa se prenaša viralno preko družbenih omrežij, preko raznih teh performativnih podob. Ves čas sem vedela, da bo tak, mislim, se mi je zdelo, da bo s tabo tak pogovor, ker zdaj, ki si rekel, naprimer ta, mislim, to, kako mistika, kaj je mistika, se pravi, greš ven izven okvirjev in tako naprej. Ampak danes ti si, mislim, da si svoje življenje posvetil temu, da greš ven iz okvirjev, ne? Ne? Iti ven iz okvirjev, za enega potrebuješ pogum, neko vizijo in hkrati, zdaj pa, če primerjam z današnjim časom,
vsi bi bili radi mistiki, vsi nekaj iščemo, ampak bolj se nam zdi, da smo svobodni, manj smo svobodni, manj odprti. A ni tu tudi noter v družbi paradoks, ne? Jaz sem namreč generacija, kjer smo v 80-ih, 90-ih letih res mislili, mislim, si nikoli v življenju nisem predstavljala, da bo svet spet nazaj takšen, kakršen je danes, ne? Torej, se hkrati seseda vase ta mistika oziroma ta sposobnost tudi, da nekaj razumeš še z višjega nivoja. Jaz se ne bi rada, da bi mi govorili o višjem pa nižjem nivoju, vse veš, to je vedno... Jaz pa bi rekel, da je prav reči višji pa nižji nivo. No, daj, dober, prav je reči višji pa nižji nivo. Zato, ker obstaja metaperspektivnost, ne? Ja, to je tudi res. Tega nas že budizem uči. Ko vidim situacijo in potem se lahko dvignem in rečem, zdaj pa vidim sebe, ki gleda to situacijo, vidim svoje razmišljanja o tej situaciji in jih opazujem. Potem se dvignem še eno stopničko više, pa vidim, zdaj pa vidim naenkrat svoje čustva, svoje odzive na to situacijo, ko začnem soditi, kaj je prav, pa kaj ni prav. Potem se lahko dvignem še eno više stopnjo in vidim, odkot te moje sodbe, teh mojih razmišljanj, pa teh mojih čustv glede na to situacijo. Metaperspektivnost nam pomaga jasneje videti svet, se odmakniti od teh svojih subjektivnih perspektiv, kako jaz doživljam to situacijo. In takrat lahko tudi sebe drugače doživim, zato, da bi videl svet bolje, moram tudi sebe videti bolje. Drugače ne gre. Zato ima duhovnost zelo pomembno funkcijo tudi v znanosti, zato ker če sebe ne vidim bolje, čemu mi pomaga pristna duhovnost, če tako rečem, ki me vleče stalno ven iz starih škatl, v katerih sem bil. Potem, ko sebe vidim bolje, kot da bi izostril čutek, kot da bi očistil leče na očalih, ne? In potem lahko bolje vidim svet. Ne? In potem lahko ljubim. Če tega ne opravim pri sebi, potem kdo je sploh to bitje, ki ljubi neko drugo bitje? Kaj se sploh dogaja? Kdo smo v teh razmerih? Ampak a je nujno to, namreč jaz sem se zato hotela izogniti, kao više je bolje, a veš, zato ker sem tudi stalno, smo pod pritiskom, jaz ne bi v nikomer rada vzbudila občutek, da sem jaz višje, da jaz vem nekaj več, kot ve on, ker vem, da ga bo to samo še, da bo to vsakega, tako kot mene, zafrustriralo, da bo nehal misliti, ne? Nekdo je več vreden, višje, boljše, mislim, o teh sodbah sem govorila, a je to pol neka laž, ki se je jaz grem, da nočem reči, da vidim več, ali pa da sem više? A je to laž? Mislim, a je to pretvarjanje, zato da ne bi koga prizadela? Meni se zdi, da smo v družbi, kjer je toliko spet tega performativnega postavljanja neke range, kjer ljudje puščajo dvojna sporočila. Po eni strani rečejo, da so višje, ko nekaj časa živiš z njim, pa vidiš, da v bistvu je en petelinček, ne, če po domače povem. In to nam potem vzame zaupanje do te osebe. Ampak včasih, zato ker ga družba potrjuje, tega guruja ali pa neko posebno vzvišeno osebo, ki ima visok status v družbi, potem se sami čutimo krive, ker ga mi vidimo kot petelinčka, vsi drugi pa kao poveličujejo in potem dvomimo vase, namesto da bi podvomili v celotno družbo, ki vrednoti to osebo kot nekaj večjega. Ne? In potem je normalno, da mi sami tudi, ko začutimo, da neki rangi dejansko obstajajo, neke stopnje, in si rečemo, pa rajši ne bi se postavljal na višji položaj, mogoče bom pa kot ta petelinček izpadel. Ne? Ja, ves čas smo v kavlju, a je to kavelj? To je kavelj 22. A to je to? To je kavelj 22. To je kavelj 22. Ja. Ker če se postavim kot nekaj višjega, potem se bom sam sebe kastriral in si bom vzel moč, zato ker me bodo ljudje doživeli kot napihnjenca. Ne? Ja. Če tega ne storim, zdaj pa nič ni vreden. Ne? Zdaj tak je prav, da se ponižuje samega sebe. Ne? In kako naj se zdaj postavim pred svetom s svojo pravo kakovostjo, ne? Da me svet dejansko objame, če po eni strani se ne smem duvati, ne smem se napihovati, pa metati naprej, ne? Po drugi strani pa če se namečem naprej, pa me spet ne vidijo. Ne? Je ta 22, kaj pomeniš prav 22? V bistvu 22 je samo
beseda, ki si jo izmislil avtor knjige Kavel 22, v kateri je fora je ta, da v druge svetovni vojni piloti morajo leteti in en od pilotov reče, prostite, ne, jaz pa naj bi letel, koliko se lahko izmaknem, ne. In on reče, ja, ne moreš, ker si ujet v Kavlju 22, ker edini način, kako se izvlečeš, je, da dokažeš, da si nor, ne. Ampak če ti prideš k meni pa rečeš, ja, veste, jaz sem nor, to pomeni, da si ti tako pameten, da veš, da si nor, kar pomeni, da si v bistvu pameten in zato moraš še naprej leteti na misijah, ne. Zdaj pa, če ne prideš k meni pa rečeš pa, da si nor, potem si v bistvu dejansko si nor, ne. In ti moraš biti nor, da bi šel na misije. V glavnem, v nobenem primeru se ne moreš izvleči iz situacije, zato ker, da bi letel, moraš biti nor, ker edino norci bi šli na samomorilsko misijo. Ampak zdaj, če prideš k meni pa rečeš, da nisi nor, si potrdil, da si pameten, kar pomeni, da te ne smem spustiti. Skratka... To, da je izhod iz tega? Jaz v knjigi trdim, da dejansko ni izhoda, s tem, da zadevo zapletem v smislu ljubezni, ne. Nimamo izhoda iz ljubezni, želimo, moramo ljubiti, po drugi strani pa je strašljivo ljubiti. In kakorkoli se obrnemo, smo postavljeni v nezavidljivo situacijo, da je pač boleče, ker ne bo izpadlo tako, kot si želimo, ljubezen pa nam ne daje izbire. Saj zato se mi zdi zelo, zaradi tega cenim in spoštujem tvoje delo, ker si v bistvu zelo odkrito pokazal, mi se bojimo si priznati, da je na nek način to življenje v bistvu ena brezizhodna situacija, veliko trpljenja, veliko iskanja, ampak tudi to je ljubezen verjetno, ne, ali kako? A je to tudi ljubezen? Ena od mojih najljubših modrovanj v knjigi se nanaša na svobodo. To sem te hodila vprašati, ja. Ja, svoboda. Ker velikokrat napletamo svoje ideje o tem, kaj je, recimo, svobodna volja, svoboda izbire, svoboda ljubiti. Velikokrat se fokusiramo na ta del, kjer si izbiramo. Jaz pa obrnem zadevo pa rečem, glavnina našega življenja se gradi tam, kjer nimamo svobode, kjer si ne moremo izbirati. In je potrebno, če hočemo biti srečni v življenju, vsaj je prav, da pogledamo, kje so naše nesvobode, kje si nimam možnosti, kjer nimam možnosti se izbirati. Ja. In tam gradim glavnino odnosa. Tam, kjer sem v tirnicah, tam, kjer sem prisiljen početi stvari na določen način. Mislim, da je to za moške danes še posebej pomembno. Ne? Zato, ker spet nek ideal svobodnjaštva, ki se je razširil z družbenimi omrežji, ne, nam daje občutek, zdaj pa frajer je pa tisti, ki ima nek tak fleksibilen poklic, ne, ki lahko leta po svetu, pa si malo zbira to in tisto, pa malo tam piše nek digital nomad, ne, in podobno. Ne. Človek, ki pa ima redno službo vsak dan, neko rutino, neko odgovornost, ki jo nosi iz dneva v dan, da skrbi, da vse naše institucije funkcionirajo, da naše življenje lahko teče naprej, ne, to je pa kao nekaj manj vrednega. Dejansko pa se na tej ravni gradi kakovost človeštva, ne. In to je nesvoboda, ampak če v tej nesvobodi najdem ritem, najdem neko rutino, najdem tudi podlago za odnos, potem lahko na tem gradim trden, ljubeč odnos z osebo, s katero si delim življenje. Ne? In poskušam usmeriti pozornost tja, kjer nimamo izbire in da si izberemo to, česar si ne moremo izbrati zavestno in biti v teh tirnicah, ker potem so trenutki svobode lahko neka jagoda na torti, recimo, ki nam še polepša življenje na drugačen način. Kako pa to naraz gleda pri tebi konkretno? Zdaj sva sam teoretizirala, kako to pri tebi izgleda? Moje življenje je drugačno, ker spet ne bom rekel, da je moje življenje takšno, kot je, zato ker sem si zdaj nekaj strašno izbral. Zaneslo me je v to smer, napletlo se je tako, kot se je napletlo in se moje odgovornosti gradijo drugače kot te dnevne rutine. Ne? Ja, ampak me zanima, kako se je to napletlo. Ti si, mislim, kje si ti začutil tak lic in kako se je to napletlo? A veš, kaj bomo lažje razumeli, če bomo konkretno videli, kako to izgleda? Konkretno je izgledalo tako, da sem
v najstniških letih bežal pred redom, Aha. kar je normalno, se mi zdi, utisnjenost. To, kar družba kao nam ponuja, nam je sumljivo v najstniških letih, ne hočemo nekaj drugačnega. In, Ti si odraščal v 90-ih, 80. 90. Ja. sem bil, leta 92 sem dosegel polnoletnost. Aha. Skratka, do takrat sem bil neki divjosti, rock'n'roll, ta generacija. Ne. Potem, Kje si to, na Štajerskem? Kje si? Štajerska, Maribor, ja. Ja. Potem me je pa zaneslo v Hare Krišna skupnost, v polno skrajnost. Ne. Pogrešanje očetovske figure, našel sem avtoriteto, ki mi je postavila tog okvir, v katerem sem lahko funkcioniral od jutra do mraka. Ne. Vstati zgodaj zjutraj ob 4, odmeditirati jutranje ure. To bi marsikateremu današnjemu mladostniku bi to v bistvu zelo dobro sedlo, po mojem. Zgodaj vstati, zjutraj odmeditirati, biti čist, spravljeno vse, urejeno, strog red, fantastično za marsikaterega mladega človeka. No, jaz sem odslužil teh 6-7 let vojaškega roka, recimo duhovnega, in potem, ko sem bil na svojem, mi je to pustilo veliko dobrega. Ne? Tako da sem lahko v lastnem življenju gradil disciplino. Ko sem nekaj malih službic sem imel, ampak večinoma sem bil samostojni umetnik, recimo prevajalec, pisatelj in podobno. Da sem se lahko dovolj discipliniral, da sem oddelal vsak dan tiste ure, ki so potrebne za neko kreativno izražanje, pa za to, da sem tudi dovolj denarja zaslužil za preživetje. Ne. Potem se je pa začel moj aktivizem v smislu čistimo svet, čistejša družba, skupnosti, ki me je potem poneslo po svetu. Ja, ti si avtor te prve res velike akcije čiščenja, mislim, ne? Zdaj spet, tukaj bom pa jaz, ne bom se napihoval, bom se malo ponižal, zato ker sem bil pobudnik, nisem pa avtor. Bilo nas je več, ki smo ustvarili celotno zadevo in je kolektiven proces bil, ki je rodil akcijo Čistimo Slovenijo v enem dnevu. Je bila lep uspeh, je pa še veliko prostora, ki bi ga lahko izkoristili takrat, da bi stvar bila še boljša. Ne? Ampak kar smo naredili. Ne? Meni je všeč, da je to šlo potem na globalno raven, in da sem imel priložnost delati z več kot 100 ekipami svetovnimi in pomagati pri oblikovanju timov, pri začetkih. Ja, tako to zveni, te čistilne akcije zvenijo tudi v slovenski zavesti. Ne? Naprimer, mislim, še naprej čistimo in se majhne skupnosti dobijo, pa očistijo ali pa Ljubljano, ali pa okolico in tako naprej. Je šlo malo nazaj. To je pomembno delo, a? Je šlo malo nazaj v primerjavi s tistim zagonom, ki je bil v začetku 2010, 12, 15, ne. Potem se je majčkeno spet neka odlagališča se najdejo, pa ljudje so malo nedisciplinirani spet postali. Se pa vseeno pozna, ne bom rekel, da ne. Je nekaj spremenilo zavesti, pa tudi na sistemski ravni se je marsikaj spremenilo, kar se mi zdi pomembnejši korak, ne. Da se obvladovanje odpadkov izvaja drugače, ne. Zdaj se zašla malo od ljubezni, ne? Ampak to je nekako ljubezen, odnos do družbe, odnos do narave, odnos do sveta, do teh surovin, ki so nam na voljo, da jih ne jemljemo kot samoumevne. Ne? Vse to je del mene kot osebe, ki se postavlja v odnosu do sveta na določen način in mi pomaga ta svet bolj ljubiti kot celoto. Ne? Ampak ti si, to se pravi, mislec si pa kar, a to si to biti mislec v Hare Krišna razvil preko meditacije, ali kako? Ker kljub samo, ti, mislim, ves čas misliš, ker ti si pa še razne druge stvari izmislil, oziroma postal pozoren na nje, ker mi drugi nismo, ne? To razmišljanje se je začelo kot posledica izstopa iz Hare Krišna skupnosti. V Hare Krišna skupnosti so bile določene navade, pač naš vsakdan, na katerega takrat nisem polagal večje pozornosti. Ne. Ko sem pa zapustil skupnost, sem opazil, čakaj malo, ljudje sedijo na stolih, ne, mi smo sedeli na tleh, da ljudje grejo na stranišče, tako mi smo čepeli. Ne. In potem sem rekel, čakaj, kaj pa če je tukaj neki kulturni vzorec, mogoče nekaj pod tem. Ne. In sem začel brskati. In tako je nastala knjiga Človek, navodila za uporabo, ne, ki je najbolj znano moje delo. Ne. Zdaj je nova izdaja, Novi človek, ki je še malo razširjena. Ja. Fenomenalna, mislim, res konkretna, tako, to mi je všeč tudi. Ja, ta je recimo zelo praktična in se nanaša na kako
videti skozi samoumevnosti, ki nam jih družba postreže. Ne. Sedeti moraš tako, jesti moraš tako, hoditi moraš tako. Jaz trajam že 20 let bos, tudi zaradi te knjige, ker sem rekel, naredil sem poskus, sam svoj poskusni zajček, hodim bos, gledam, kako se družba odziva, bil sem skoraj 50 državah že bos, bil sem na ne vem koliko vrhovih bos, v vseh oceanih sem imel noge namočene bos. Anyway, glavnem, ta knjiga je taka, da pomaga človeku videti skozi razne samoumevnosti, ki jih jemljemo, ki jih prenašamo iz generacije v generacijo, ne da bi razmišljali. Ne. In če razmislimo, pa se znajdemo pred kognitivno disonanco, pred bolečino, zato ker to, kar vidimo, je skregano s tem, kako se vsi obnašajo. In zdaj, če jaz ravnam v skladu z razumom, me bodo vsi čudno gledali. Ne. In potem sem prisiljen ravnati, kot vsi drugi delujejo, in potem moram nekaj v sebi ugasniti. Ne. Jaz sem pač rekel, do neke mere moram enostavno preseči družbene vzorce, tudi zato, da živim to, o čemer pišem. Saj to je tisto, mislim, da je živeti to, kar pišeš in kar razmišljaš, zelo pomembno. Namreč tukaj se velikokrat dogaja, da ljudje pišejo, mislim, pridigajo, kaj bi mi morali in kako bi morali, in pa oni tako ne živijo in meni se pač to ne zdi kredibilno. Namreč ti hodiš bos, si že rekel 20 let. Jaz sem tudi, na primer, pa nisem še, mislim, vedela zate, ko sem imela majhne otroke, videla, kako njim dobro dene, pa kako meni dobro dene, hoditi bos po zemlji. Medtem sem spoznala razne teorije tudi o prizemljenosti in jaz sem zaljubljena v zemljo. Jaz se sam na zemljo dam, mislim, roke v zemeljski prah in se mi zdi, da sem tako, da sem se preklopila na elektriko. Ne? Ampak, naprimer, kako ti doživljaš, zakaj bi ti rekel hoditi bos? Namreč, če pomisliš, zamisli si New York, vsi obuti desetletja. Ni potem čudno, da človek pravzaprav podivja? Ko si omenila New York, leta 40, če bi pogledala z stolpnice ulice New Yorka, bi opazila eno zadevo, ki bi zelo štrlela v oči. Ne bi videla človeške glave, ker so vsi nosili klobuke. Kennedy je bil prvi predsednik, ki je zaprisegel brez klobuka. Kot predsednik, ne? Takrat so se že avti pojavili in v avtu je bilo narodno s klobukom biti, predtem so bili ljudje na kočijah in na konjih. In je bil klobuk priročna stvar. Ne? Potem klobuk izgine in več ni nujen del oprave. Čevlji so pač ostali, čevlji imajo tudi zaščitno funkcijo in tako naprej. Tako da so pomembnejši ali pa jih doživljamo kot bolj funkcionalno stvar, kot pa klobuk. Ne? Dejansko pa tudi malo pretiravamo z njimi, ne? So nek statusni simbol, če nimaš čevljev, si revež. In kolikokrat so mi ljudje dejali. Poglej ženske, kaj moramo nositi. Veliko ženske morate imeti še potem testilske, pa visoke petke in tako naprej. Ne? Tako da je veliko raznih družbenih dejavnikov, ki nas silijo v določen tip obutve, v določen tip obleke, zato da pokažemo svoj status, da pokažemo spoštovanje do ljudi, ki nas spremljajo, da v bistvu pokažemo kulturno pripadnost z obleko in zlasti s čevlji. Ne? Tako da jaz, ko pridem bos, dejansko lomim družbeni dogovor. Česar jaz ne želim načeloma nujno početi, ne? Ker razumem družbeni dogovor, razumem, zakaj družba funkcionira na določen način. Ne? S tem, da zdaj sem že toliko časa v tem, da sem si rekel, nič, bom pač pogoltno in živel s tem bremenom bosonogosti, ki, ko ljudem pojasnim, si rečejo, jaz imaš prav. No, zdaj pa še nam pojasni, kaj imaš to prav? Torej, čevelj dejansko ni funkcionalno potreben. Zdaj, če bi recimo vsi nosili rokavice ves čas. Ne bi čutili, ne? Ne bi čutili, tudi roke bi nas zeblo stalno. Ne? Naprimer, roke imamo veliko bolj odporne na mraz kot stopala, zato ker so stopala ves čas obuta. Ne? Čevelj bi bilo prav, če bi bil lahek, ne? Pa čim bolj odprt, zato da je stopalo lahko naravno hladnejše kot je trup. Ne? Srce, glava 37 stopinj, ne, to vemo. Dlje, ko gremo od srca, hladnejše je tkivo. Študijo sem bral, po kateri je povprečna temperatura v čevlju bila 39,6. Kar je očitno pregreto. Ne. In potem, ko mi stopala navadimo, da mi je stalno vroče, potem nas stalno noge zebe. Tudi mene je 20 let nazaj stalno noge zeblo. Zdaj me več nikoli ne zebe v noge in hvala Bogu, da sem se za to odločil. Če že čevlj čim lažji, čim tanjši, pa naravno obliko stopa, zato da dejansko stojimo na tleh,
to je naš temelj. In če si temelje pokvarimo, potem se to pozna na celotni telesni torej celotno okostje se malo premakne zaradi tega, ker smo premaknili stopala v nenaravni položaj. Ne. Torej, ne tlačiti palca, torej imeti sprednji del čevlja čim bolj širok, peta čim nižja, zato da stojimo ravno na tleh, ker s tem poskrbimo za, tako kot nas je narava naredila, da stojimo na tleh, da imamo širok sprednji del, ki nam nudi stabilnost levo, desno, da imamo peto ravno na tleh, drugače se nam koleno premakne malo naprej, potem se koki pomakne malo naprej. To so vse te pol bolezni zaradi tega. Tako je. Ja. Kaj pa naprimer te refleksne točke na stopalih, pa stik z zemljo, pa energetsko stik, pa tako? Zame je to čisto stranski učinek. To ni nekaj, na kar sploh polagam pozornost, zato ker se mi dogaja sproti. In dejansko pa čutim, recimo, če sem na dolgem letu, ko pristanem v državi, recimo pridem v Indonezijo, in jaz moram iti nekam se tav dotakniti. In potem, ko se dotaknem tav, kot da bi nekaj izpuhtelo. Pa ne vem, ali je to čisto moj psihološki učinek, ali je to dejansko res znanstveno. Nočem sploh filozofirati o tem, da bi zrekel, odzemljitev se je zgodila. Verjetno je. Dovolj znanstvene podlage nimam, zato vem pa, kaj se meni subjektivno zgodi. Jaz se ozemljim, jaz pristanem. Zdaj sem tam. In potem lahko grem stolpnico, ampak nekaj časa moram hoditi po neki travi ali po nekem pesku ali po nečem. Ja, ker nekaj mora biti na tem, glede na to, da je tudi to povezano s kognitivnim razvojem možganov, ko so otroci majhni, naj bi hodili bosi. Ne? Danes, na primer, jim že dajo tiste copatke gor na morju. Jaz takrat grem rajši pa proč, da nič ne rečem. Ja. Ampak definitivno je tudi to znanstveno dokazano. Ne? Možgani imajo, torej, center v možganih za stik s tlemi je precej velik in je takoj zraven centra za ravnotežje. Kar pomeni, če mi živo čutimo tla, bo naš čut za ravnotežje veliko boljši. Ko tečem po gozdu, naprimer, je včasih spolzko, včasih kak list, kaj je skrito, ne vidim. Ne? In zdrsnem, 3 korake naprej se jaz zavem, da je moje telo izvedlo popravek, kako sem naslednje 3 korake, 4 odtekel. Ja. Nisem tega naredil zavestno, ampak je moje telo samo poskrbelo, da ne padem. Ne? Zato recimo ostareli ljudje, če hodijo bosi, ohranjajo živ center za čut s tlemi in tudi center za ravnotežje in s tem zelo pomagajo pri preprečevanju padcev. Zlom kolka, vemo, da je velik problem pri ostareli populaciji. Tudi če vsaj ne gledajo v tla, če smo celo življenje navajeni biti obuti, se je težko sozut pri 70-ih. Ne? Ampak vsaj ne gledati v tla, ko hodimo, ampak hoditi gledamo gor in stopali čutimo tla, stopnicah gor, po stopnicah dol, se primemo za ograjo, ampak ne gledati pred se, zato da ohranjamo povezavo centra v možganih za tip stopali, ki nam spodbuja ravnotežje. Ja, in tudi ostale kognitivne sposobnosti. V bistvu zdaj ugotavljajo se tudi demenca, možnost za demenco zmanjša in tako naprej, če si več bos oziroma če prakticiraš lahko bi šli o tem, jaz imam materijala tukaj, še o bosonogosti. Študij sem prebral ogromno, tako da bi lahko celo oddajo imeli samo o tem. Da, ker bomo šla naprej. Ja. Zakaj pa zdaj pol sedeti v stolu? Pa mize, to, veš kaj se, stol še razumem, ker mislim, to je res nenaravna pozicija, ampak zakaj pa ne mize? Torej, odločil sem se, da dodam precej novega materijala, novih študijev, v novega človeka. No? Ja. In najboljši so mi ljudje Hadza, ljudstvo Hadza iz Afrike. Ena študija nedavno iz 2019 je ugotovila, da ti ljudje sedijo isto dolgo kot mi, vsak dan 90 ur. Sedijo na tleh. Presedijo od 9 do 10 ur na dan. Torej, študije z zahoda pravijo, mi preveč sedimo, moramo se več gibati, zato ker če preveč sedimo, potem imamo težave s hrbtenico in s tem in tistim. Ne? Ljudstvo Hadza ovrže to teorijo, da se moramo več gibati. Ljudje smo po naravi malo leni. Ja. Pač gibljaš se samo toliko, koliko se rabiš. Ljudstvo Hadza večino dneva presedi, grejo pa si z malo rastlince nabrati, pa kako žival loviti in potem pridejo nazaj. Gibljajo se intenzivno, kratek čas,
večino časa presedijo, s tem, da nimajo stolov. Sedijo po turško na tleh, klečijo, čepijo in s tem pokurijo 2000 kalorij dnevno. Samo s sedenjem. In njihove mišice in sklepi ves čas delujejo. Ja, seveda, zato ker ti kaj... Medtem ko pa, če mi takole sedimo, smo pasivni, mišice ne delujejo in to je problem sedenja. Ne samo sedenje kot tako. Tako da stol nas prisili v pasivnost, tudi v pasivnost razmišljanja. Medtem ko, če primerjaš recimo Buda, Buda sedi vsi sedijo, takole, pokončno in je v aktivni sproščenosti. Medtem ko, v bistvu aktivni sproščenost, kako bi rekel, aktivno pa obenem sproščeno, pokončno. Če gledaš misleca, ki sedi takole nagrbančen in se trudi razmišljati, to je pa zahodno mišljenje. Razlika med ta meditativni pristop k sprejemanju znanja, pa ta prisilni način sprejemanja znanja. In mislim, da smo k temu prisilnemu razmišljanju se pripravimo ravno zato, ker smo tako pasivni sicer. Rodeno mislec je simbol tega, ampak vse takrat še pa nismo tako zelo sedeli. Mislim, odkot pa zdaj ti, potegneš to, da, a si kdaj razmišljal, kako so naši kmetje sedeli? Oziroma so bili na tistih lesenih klopeh, niso pa nikoli imeli tega lotus položaja ali pa to, kar naprimer, kje sem prebral tistke, če piš takole, narazen, in pravi, da se dobro lahko počutiš, in je res to, v tem položaju si lahko dolgo časa, pa počutiš še živ, Ja. To je pa stvar spet kulturno zaznamovano, Recimo krščanstvo nas obleče na določen način, in tudi posede na določen način. Če gremo na vzhod, je pa počep, ohlapna obleka, je veliko lažje različne položaje zavzemati. Jaz se učim od vzhoda teh zadev in jih tudi želim prenašati na zahod, ker je boljše za človeško anatomijo. Bolj zdravo za telo. Ja, zakaj pa miza, naprimer, zakaj pa mize ne? To, ker je sled, stol, miza, tako je, stol in miza gre se skupaj. To je pač, če sedim za stolom, pa hočem kaj napisati, rabim mizo, ne morem. Ali pa če sedim na stolu, pa hočem pojesti, rabim mizo, je težko drugače. Ta mizica sicer je nekako, da kaj odložim, ne omogoče pa mi nekaj... Tega, da se naslonim pa pol gor na njej. Če pa nimam mize, recimo samo na tleh, potem, dobro, kako majhno mizico mogoče se lahko privlečem, da malo dvignem zadevo od tal, ampak me prisili v aktivno sedenje, v aktivno interakcijo s tisto zadevo, ki jo delam. Naprimer, otroke, če gledamo v vrtcu, oni lahko vse na tleh naredijo, pa jim nič ne manjka. In tla te prisilijo k aktivnemu gibanju, k spreminjanju položajev. Stol pa miza pa nas dostkrat nekako spravita v eno edini pravi položaj, kot pravijo. Sedeti morate takole in potem jesti moramo takole. Spet, kako naj bi bilo, ukalupljanje v to nam prepreči mistično izkušnjo sveta v raznih položajih in se potem tudi prikrajšamo se izkušnje ljubezni do stvari, kot so, ker jih doživljamo iz kalupa, namesto da bi jih doživeli iz nekega gibljivega. Ja, dobro ti to povezuješ z ljubeznijo, ker tudi jaz mislim, da je ljubezen čisto v vsaki stvari. Ampak zdaj pa nadaljujeva še ena stvar je, ki pa jaz ne bom pozabila, moj sin je prebral pred leti tvojo knjigo, ko jaz nisem slišala zate, pa sem že z marsikaj slišala in je rekel, mama, a ti veš, a ti poznaš Nara Petrovič, a ti veš, da je on fekolog? Prosim, kaj da je? In v glavnem pa smo imeli predavanje, kako, če že imamo WC-je, moramo na WC-jih upravljati potrebo. In ne boš verjel, pred mnogimi leti smo mi bili podučeni v naši družini in zdaj to približno tako delamo. Zdaj boš pa ti povedal na glas, ki je meni neroden, kako se to dela. Ja, da ste tudi se veste, mi, ki smo pač v ekološkem smislu, mi govorim pluralno, zato ker to sem tudi jaz. Ljudje, s katerimi se družim, smo dosti prizemljeni, pa taki, da nas ni sram umazanije.
potem vedno nas pri kosilu zanese v kakšno debato o dreku, ne? Ja. In o kakanju in tako naprej. Tako da ja, Ja, drek se ne sme govoriti, mislim, beseda drek je grda. nimamo pa druge. Nimamo pa druge, ne? Nimamo neke nevtralne besede, Ja. ali so medicinske, ali so otročje. Blato rečemo, ne? Vaše blato boste nabrali Blato. za tisto preiskavo, blato. Blato, Pa to ni kakeci, otročje, Ja. nimamo nevtralne besede in to me zelo moti. Ne? Zdaj, kako sploh, kaj grem na stranišče, podelati se grem, ali grem se izprazniti, ali kaj grem? Grem ne? kakat. Grem kakat. Nimamo nevtralnih. Tu se vidi raven sramu, Ja. ki ga gojimo do tega primarnega dejanja, vsak dan to počnemo. Ne? In počnemo tako, da gremo v tisto eno sobico, kot na neko spoved, ploščice so okrog nas, zaklenemo se, malo doni, tako da če prdnemo, je še hujšne. Ja. In potem se moramo vsesti, opraviti ta obred. Ko opravimo obred, moramo vse tiste Počistiti, brisanja ja, počistiti za sabo, vse sledi, potegniti vodo. En tak obred, ki nas napaja z nekimi slabimi občutki. Ne. Če smo na javnem stranišču, ne moreš človeku v oči pogledati, ko prideš ven, zato ker je pač nerodno. Ne, in greš čim prej roke umiti in ven. In potem si oddahneš. Ne, in tak breme je to kakanje. Ne. Fekologija pa nas prosti. Fekologija pa reče, to je vsakdanjik, ne se tega sramovati. Ne. Jaz sem imel iniciacijo tega na enem hipijevskem srečanju. Tam so imeli skupinske stranišča. Ne. Sem v sredi gozda, so bili jarki skopani in si šel in si se počepnil 5000 ljudi, kar pomeni, da skoraj neizogibno, da je nekdo že tam. Ja, da čeprav zraven tebe. Zraven tebe. No, in enkrat jaz čepim, pride ena punca, reče, pred me počepne. Pa reče, živijo, odkot si pa ti? In sva klepetala, medtem ko sva kakala. Tako frontalno, drug proti drugemu. In me ni bilo nič manj. In kasneje sem bil tudi v drugih kulturah, kjer je čisto normalno si deliti prostor, medtem ko opravljaš veliko potrebo, ne? Kar pri nas je nezaslišano. Ne? Pri nas je, ne vem, jaz se spomnim, da sem v eni svoji oddaji, sem delala raziskavo, ayurvedsko, in sem, se pravi, jedla primerno en mesec in potem sem spila svoj urin. Ne? In je meni, se spomnim še preden sem, naprimer, pred kamero nagnila, mi je rekel urednik, vse lahko pa dava tudi sok, ne, ti ni treba. Zdaj sem se matrala cel mesec, nač, bom probala, zakaj pa ne bi, mislim, tega probala, a ti veš, da sem 2 leti in še danes, naprimer, ko dobim, mislim, ko dajem kakšne intervjuje, o tem sprašujejo in name so se zlile golide grdih komentarjev, pije svojo scalino. Ja, to je pa spet tista stvar, ki imamo tako močno zakorenjeno, kako smemo, kako naj bi bilo. Jaz sem bil recimo vegetarijanec dolga leta. Ne? Ja. Jaz sem šel na Kitajsko, pa sem jedel vse, kaj so mi postregli. In žabo, in jezike, nekaj, in nekaj vse žuželke. Zato, da sem pribil svojo dogmo do tega, kako naj bi bilo. Ne? In se mi zdi, da vsak od nas bi moral to narediti, zato da potem lahko dejansko izberemo to, kar mislimo, da je prav. Ne? Ker drugače ne izbiramo, drugače smo samo v enem zaporu. No, se to hočem ravno povedati. Tako da pri kakanju je isto. Zdaj, mi mislimo, da se izbiramo in se posmehujemo drugim. In bolj, ko se posmehujemo, bolj kažemo, da dejansko mi ne izbiramo. In mi smo samo sužnji nekih tujih izbir, ki jih varujemo zato, ker se z njimi identificiramo, pa niti ne vemo zakaj. In je to tako eno tako žalostno bivanje dejansko. No, zdaj sva zabila žebljico na glavico. Ja. Glavico na žebljico. Žebljico, kakorkoli že. In kako je zdaj torej, mislim, ti si pol napišel celo knjigo o tem, ne, kako je treba sedeti in zakaj je treba tako sedeti. Nam lahko zdaj poveš na glas? Ja, sedenje spet. Čim manj sedenje, ja. Zdaj, samo če stol odmaknemo, nas to prisili k aktivnemu sedenju. Klečanje, čepenje, sicer problem je, da zaradi stola ljudje do 20. leta niti ne morejo več počepniti, marsikdaj. Včasih sem z srednješolci, imam kakšno delavnico ali kaj podobnega, ne, in počepnem, pa rečem, dajmo vsi počepniti, pa bom jaz govoril, pa vi poslušate po počepu malo, da se malo razgibamo, pasivno razgibavanje. Ne. Eni ne zdržijo niti 15 sekund. Jaz lahko sedim 15-20 minut v enem položaju, čepe in govorim in klepetam. Ne. Mnogi mladi danes tega ne morejo, kaj šele starejši. Ne. Če imamo vrt, smo prisiljeni k temu.
Ker če delaš na zemlji, ne moreš, da ne počepneš, pa poklekneš. Ne? Ja. Ker delo na zemlji nas prisili, da pokleknemo pred njo, ne? Ja. Če tako rečem. In se mi zdi, da je to tako. No in tudi na stranišče gremo na stol, ali kako bi Na rekel človek, stranišče ne? čepe, kolikor se le da, ali pa Čepe, ali pa ampak vsaj kako naj pručkico. čepiš? Mislim, A tako lahko čepiš? ja. No, jaz, evo, se pravi, in to je bolj naravno. Zaradi česa, oziroma zakaj? Evo, še to pojasnim, dobro. Ja, Dva dejavnika. Se jaz približim, vem. Dva dejavnika, ki sta najbolj pomembna je, torej na koncu črevesja imamo eno mišico, ki se ji reče puborektalis. In ta mišica puborektalis zategne debelo črevo, naredi tako oviro, zato da pač kakec ne gre ven medtem, ko kaj drugega počnemo. Ne? Ja. In če mi sedimo na stranišču, ostane naše črevo še vedno zategnjeno. Ne? Tako da mi moramo narediti, potisnemo kakec mimo te mišice. Ne? Sčasoma jo tudi raztegnemo, kar pa vpliva na inkontinenco in podobno. No? Če počepnemo, se mišica sprosti in naše debelo črevo se izravna. Kar pomeni, da lahko kakec zapusti telo brez napenjanja. Ne? To je na zadnji strani. Na sprednji strani, kjer je pa slepo črevo, se zgodi pa obraten učinek. Ne? Ko sedimo, ostane sfinkter mišica med tankim in debelim črevesom mlahava, rahlo odprta. Ne? Kar pomeni, da lahko blato, ko ga silimo na drugi strani ven, malo pobegne nazaj in lahko tudi slepo črevo udre. Torej, blato, ki naj ne bi šlo nazaj, bi moralo iti naprej, ampak uide nazaj. Ne? Če počepnemo, pa se sfinkter mišice zapre do konca, kar pomeni, da blato ne more uiti nazaj. To sta samo dva dejavnika, poleg tega z bedri podpiramo trebušno votlino, kar pomeni, da ima pač oporo in je pritisk v notranjosti tak, da se naravno usmeri proti koncu. Ne? Kot če vzamemo tubo od zobne paste, recimo, in če sedemo na stranišče in kakamo, je kot da bi jo prijeli takole in stisnili, kaj se bo zgodilo? Ja, šlo bo nekaj še nazaj. Deformira se, nekam bo šlo sem. Če pa počepnemo, je pa kot da bi jo stiskali od konca proti. Dobre. A veš, kaj mi zdi, a se motim, da ti tudi v svojih knjigah zelo poudarjaš, kako je pomembno, da se praznimo. Ja. Ne, mi ves čas se hočemo več učiti, še več stvari. Ti pa to praznenje oziroma popravljanje, to bi zdaj jaz samo še, če mi malo poveš pobliže, kaj je to, zakaj je praznenje vsega, ne samo blata, urina, naših izločkov tako zelo pomembno. Ja, to mi je najljubših citatov iz Ljubezni 22, ne. Vse okrog sebe moramo polniti, da deluje, človek pa kako neverjetno se mora prazniti, da deluje. Ne? In v današnjem času, kjer smo tako bombardirani z informacijami, ne, se nam zdi, da to je dobro, ne? Več veš, več veljaš, ne, kot pravijo. V resnici pa sama informacija ni nujno tisto, kar nas polni, ker nam samo služi kot neko mašilo prostora. Vemo vse o milijon drugih zadevah, ne poznamo pa ključnih zadev o sebi. Ne? In da sebe spoznamo, je prav doseči prazen prostor, v katerem se zgodi notranja reakcija. To je budistični princip, recimo. Ne? Ko o ničemer ne razmišljam, ko se z ničemer ne zapolnim, življenja, potem iz mene pride odziv na to praznino, kjer dejansko doživim samega sebe. Post, podobna stvar, vsa živčnost, vsa jeza, vse, kar bruha začne na dan, ker nimam hrane. Ne? Prvi, drugi dan je tako, tretji dan, četrti dan se pa zgodi osvoboditev. Večini ljudi, ki so delali kakšne poste pod dobrim vodenjem, se zgodi neka osvoboditev. Praznjenje od, kot sem prej omenjal, teh, kako naj bi bilo, svojih prepričanj, vzorcev, narediti nekaj drugače. To je tudi ena oblika praznjenja. Vse to nam pomaga, da potem dejansko vidimo to, kar smo. In te metaperspektivnosti dosegamo, ki smo jih prej omenjali, da postanemo kakovostnejši ljudje. Če tega ne počnemo, pa eni
hrčki na onem koleščku, ki teče naprej in naprej in ga razjezi vsaka stvar, ki se zgodi okrog njega, ker mu podre rutino, ne? Ker mu podre njegov. Ampak zakaj se ti zdi, da se mi te praznine tako bojimo? Zdaj si me spomnil, mi igravci oziroma jaz, ko dobim na primer tekst, jaz se spravim, se počim na kavč ali pa ven na travo in si rečem, poskušaj, nič ne veš, vse, kar veš, pozabi in poskušaj prebrati iz nič ta tekst. Potem dobim nek občutek, surov občutek tiste vsebine. Ampak jaz se tega ne bojim, zato ker s tem nič ne ogrožam nobenega življenja, ne? Ampak nič je v bistvu strašljiv. Mi se ga bojimo, a ni? Tako. Zdaj, ko sem omenila, to bom omenil eno ime, ki se ga marsikdo boji. Kevin Spacey. Ja, poznamo, ja. Zato, ker Kevin Spacey je doživel pač črtanje zaradi določenih stvari, ki jih je storil, ne. Jaz sem šel prav intervju z njim poslušati pred kratkim, 4-urni intervju, zato da sem videl, kdo zdaj ta oseba je, pa kaj se je dejansko zgodilo. Tudi zato, ker je bil tako odslovljen iz Hollywooda, ne. In on pove ene tako lepe stvari glede igralstva, pa glede praznine. In pravi, kolikokrat se je z režiserji boril, da je manj besed. Ker pravi, samo izraz na obrazu bo povedal vse. Zmanjšajte, skrčite, ne polnite kadrov, ker s tem samo zadušite pripoved. Ljudje bodo zaupali, ker bodo videli samo tisti pogled. Črtajte besede, ne? In se mi je zdelo, res prav ima, ker se spomnim filma Seven, recimo, kjer so zaključni kadri taki, da ni besed. Ne? Ali pa še par drugih filmov, v katerih sem jih gledal in sem videl ta kader, ki ga je poudaril, sem si rekel, ja, ampak res, manj je več na koncu. Ne? No, tudi naš studio, ko smo ga mi opremljali, da vam zdaj povem mimogrede, je bilo tudi to, manj je več, manj. Drugače bi je bilo še veliko vsega, ampak je manj več, pa se tega bojimo. Pa hkrati je to dobro, tudi naprimer mi bi hoteli imeti večjo hišo, več stvari noter v njej, več denarja, več. V bistvu nam pa filozofija življenjska, ali pa lahko rečemo temu filozofija sreče, ali ti poznaš, naprimer, kaj je približek, recept za srečo? Povedal bom prvo stvar, ki mi je padla na pamet, en balkanski pregovor. Modrec vidi več z dna vodnjaka, kot tepec z vrha planine. Notranja naravnanost. Lahko sem na dnu vodnjaka in vse, kar vidim, je tista krpica neba, ampak oblaki, ki bodo leteli mimo, jih bom zares videl in vsak ptiček, ki bo pristal na robu vodnjaka, ga bom doživel. Ne? Lahko pa sedim na vrhu planine, pa ne vidim ničesar, kot svoj ego, ali pa neko svoje pričakovanje do sveta in bom naredil selfie, da ga bom delil z nekom, pa sploh nisem bil tam. In se mi zdi, da notranja naravnanost, zato je včasih pomembno biti v tesnih prostorih. Zato je pomembno doživeti hudo bolezen, pomembno doživeti mogoče tudi zapor. Recimo, če poslušaš tegale našega sudanskega, kaj že, kako mi je zašel? Borec za vodo, Križnarja, ne? Ja, Križnarja. Ki pravi, da njemu so najljubši časi bili, ko je bil v zaporu, ne? Zato, ker sreča ljudi, sreča se sam s sabo in v tem majhnosti, utesnjenosti vidiš samega sebe. Ne? Se mi ne zdi narobe doživeti take stvari v življenju, ker potem iz tega majhnega prostora, v katerem si stisnjen, se naučiš videti samo en češnjev cvet. Recimo, tako boste razumeli, na kaj mislim. Ne? Ja. Samo en češnjev. To se pravi, da ta svet, ki se ta trenutek krči, vsaj jaz ga tako čutim, bo znal iztisniti kaj dobrega? Po mojem to rabimo, zato ker smo razvajeni, ker smo pomehkuženi in nas morajo nas okoliščine. Jaz se recimo ne bojim vojne. Ja. Ne bojim se vojne. Čeprav bi nas lahko zelo stisnilo. Ja, ampak ti si gozdni človek, tudi jaz se ne toliko zelo bojim, ker jaz vem, kje je izvir in kam se lahko skriješ. Ne? Ja. Mogoče zaradi tega, ali tudi mentalno se ne bojiš tega izziva? Ja,
Jaz ne bi se skril v gozd, ne? Jaz bi verjetno bil aktiven v primeru nepravične vojne. Ne bi se skrival, ampak bi šel v boj, ne bi se izogibal vojni. Ampak, čeprav nisem 20-letnik, ampak sem dovolj vitalen, da bi lahko se udejstvoval v neki poklicanosti. Ampak gre za to bolj, stiska potegne lahko najboljše iz nas. In to je to, kar danes, ker nimamo stisk resničnih, potem si jih umetno ustvarjamo, pa imamo ene take plehke, patetične stiske, ki jokamo zaradi nekih neumnosti in potem, ne vem. Vse veš, o čem govorim. No, ti imaš glavno tudi delavnice, tako da lahko povabimo gledalce tudi na tvoje delavnice, predvsem pa branje tvojih knjig in na pogovor, ki bi verjetno se ne končal, ker se malo omejujeva, ker veva, da bo zdaj počas, da se bova morala posloviti, ne? Ja, tako je. Ure grejo in... Kako pa z urami ti to, pa s časom? A si sužen tega, glede na to, da si... Družbeni dogovori so in svoje spoštovanje do drugih kažem tako, da sem točen. Pač ura je ena enota, s katero si pomagam v življenju. In nisem mogoče njen sužen, ampak po drugi strani pa razumem njen smisel. In se držiš, ko je treba. Se pravi, tvoja filozofija je tisto, sprejmi tisto, kar moraš, in spreminjaj tisto, kar lahko. Tako je, moram biti odgovoren do sebe in do sveta. S tem kažem spoštovanje do sebe in do sveta. Obenem pa imam veliko prostora vmes, da se radostim, ker ko naredim to, kar je treba, potem sem s to učinkovitostjo obdelal, kar je treba, in potem imam veliko prostega časa, v katerem lahko razvijam sebe, širim obzorja in postajam boljši človek. Ljubeč. Ljubeč človek, to. Hvala, Nara. Dragi moji, o ljubečnosti, ljubivnosti in vseh njenih izpeljankah premišljujte sami doma. Nara nam poklanja 3 knjige. Mi bomo pa postavili vprašanje. Se vidimo naslednji ponedeljek. Hvala lepa, Nara. Hvala za prvo oddajo. Hvala. Hvala tebi za povabilo, pa zaupanje. Hvala.